medijem in poročevalcem, ki boste to sporočilo posredovali bralcem, poslušalcem in gledalcem širom Slovenije. Lepo vabljeni, da se danes ob 18. uri udeležite tudi pričetka 24-urnega programa v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ali pa tudi zadnje molitvene ure v ljubljanski stolnici, ki bo jutri ob 17. pred darovanjem že tradicionalne svete maše za domovino. Torej, danes večer se v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah pričenja 24-urni program molitve za našo domovino pod geslom Za polnost življenja. Od četrtka 14. junija že poteka 9-dnevna priprava na dan molitve in posta. Iniciativna skupina dogodek pripravlja že drugo leto zapored. Veselo presenečenje letošnjega leta je izjemen odziv, ki ga je doživela pobuda po vsej Sloveniji, kjer se pripravljajo celodnevne ali krajše molitve za domovino. Celoten seznam krajev, kjer bo potekala molitev ter še mnogo dodatnega gradiva, najdete na spletni strani www.nasaddomovina.si. Lansko leto, ob 20. obletnici samostojne in neodvisne države, smo dogodek obeležili s podpisom odmevne skupne izjave predstavnikov 4 največjih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, katoliške, pravoslavne, evangeličanske ter islamske skupnosti. Letos bodo dogodek zaznamovali umetniki različnih veroizpovedi. Med nami zato prav lepo pozdravljam ključnega člana iniciativne skupine Primoža Krečiča ter umetnike, igralca Milado Kaležič in Gregorja Čušina in glasbenika Simona Dirtiča. Torej, bi začeli z vprašanjem Primožu Krečiču, zakaj molitev in post za domovino? Lani smo se ob 20-letnici naše države smo se v iniciativni skupini odločili, da z molitvejo in postom prispevamo k boljšemu razpoloženju in bolj človeškim odnosom v naši domovini. Molitev zato, ker v Bogu iščemo moč, iščemo svojo moč za večjo človeškost, več ljubezni za opuščanje, post pa kot naše notranje osvobajanje tudi za to odpuščanje, za kesanje in za spreobrnenje. No, temu smo potem že lani dodali nekako še tudi prošnjo oziroma pobudo za pokoro, da za svoje krivice in svoje grehe in hudobije delamo pokoro, zlasti pa da priznamo zlo, ki smo si ga povzročili in ga opremo Božjemu smiljenju in tudi medsebojnemu odpuščanju. Tako v tej smeri smo skušali kot kristjani, kot verniki, dati predlog, da bi tudi na ta način prispevali k bogatitvi človeškosti in življenja v naši domovini. Pobuda je sicer nastala med kristjani, katoličani, vendar molitev in post poznajo tudi druge kulture in religije. Zato k molitvi in postu vabijo vse državljane Republike Slovenije, vse druge, ki živijo v deželi pod Triglavom, ter tudi in ne nazadnje vse slovenske rojake v zamejstvu in izseljenstvu do skrajnih meja zemeljske oble. Spodbujajo nas k večji povezanosti, k zavesti, da tvorimo eno telo, da smo odvisni in drug drugemu potrebni, ter da skupnimi močmi lahko naredimo veliko za dobro vseh. Torej, povezovanje ter iskanje skupnih imenovalcev. Veseli smo, da so danes z nami tudi umetniki različnih veroizpovedi. Hvala vam za velikodušnost in pripravljenost za sodelovanje. Pa bi vas kar po vrsti prosil, začenši z gospo Milado Kaležič, da bi nam podali nekaj misli o svojem odnosu do domovine, o potrebi, o skupnem ter o upanju in vrednotah, ki nam pomagajo, da bomo kot družba in država morda doživeli preporod. Če se seveda strinjate, da ga potrebujejo, pa mislim, da bomo takoj soglašali, da sedanja kriza ne bo pijoče kliče po tem. No, vsem skupaj lep pozdrav. Seveda zdaj jaz kot rečem bližnjaki, ne imamo posebno specifično zgodbo. Jaz sem iz Črne Gore, ostali v prejšnji državi v Jugoslaviji se je reklo, da naš
širšo domovino in ožjo domovino. Ne? Tako da sem imela širšo domovino Jugoslavijo, ožjo domovino Črnogoro, velike simpatije do vseh ostalih ožjih domovin, ki sem jih absolutno, kot pravi filozof Wittgenstein, meje tvojega sveta so meje tvojega jezika in oziroma, da sem v teh jezikih zelo doma, slovenščini. Srbo-hrvaščini je bila vsa dežela meni moja, domača. Tako da sem ta razpad v bistvu doživela intimno zelo traumatično. Ne? Še posebno zato, ker je moj oče bil oficir in je dejansko vedno mi razlagal, da je bil pač pripravljen umreti za to deželo. In njegova definicija ljubezni je bila, enkrat me vprašal, je rekel, se vem, kaj za te ljubezni danes držiš za roko enega, jutri drugega, ti bom jaz povedal. To je, prebral je seveda pri nekem Brusu, ki je drugje, ne. To je, ko je vojna, ko veš, da braniš svojo domovino, ko komandir vpije na juriš, ti veš, da boš umrl, ampak ti greš naprej, vidiš to ljubezen. No, to sem si zelo zapomnila, ker seveda so se zgodile te res žalostne stvari, ki so se zgodile, ki se jih vsi, mi posebno, ki smo z juga, zelo dobro spominjamo. Tako da teh razdružitev ni bilo ne konca, ne kraja, ampak na koncu jaz takrat recimo še nisem bila v cerkvi, nisem še imela vere. Me je Bog v bistvu odrešil na ta način, da mi je podaril vedenje in vero, da je pa moja prava domovina nebeška. In takrat seveda sem se zelo pomirila, v bistvu, če živiš to cerkveno življenje, so bratje povsod. Hvala lepa. Bi še gospoda Virtiča prosil za par besed. Lepo pozdravljeni. V naši vokalni skupini Perpetuum Jazzile smo prejšnji mesec skupaj z Janezom Dovčem in Trkajem izdali eno pesem, ki se prav dotika te tematike in ima naslov Tu smo doma. In v tej pesmi želimo ljudem v naši domovini sporočiti, da je treba stopiti skupaj, da je treba iskati rešitve in ne težav. Na osebnem nivoju pa prav z veseljem pozdravljam takšne pobude. Molitev je pomemben del mojega vsakdanjika in verjetno v teh časih je pomembno moliti tudi za domovino, za vse, ki živimo v tej domovini, za vse, ki vodijo našo Slovenijo. In potrebo po Božjem vodstvu v svoji domovini je prepoznal že modri Salomon, ki je enega svojih psalmov začel z naslednjimi besedami. Če Gospod ne zida hiše, se za manj trudijo, ki jo zidajo. Če Gospod ne varuje mesta, za manj bedi priden čuvaj. Za manj je, da vstajate pred svitom in pozno hodite počivati in jeste kruh mnogega truda. Toliko daje Bog svojemu ljubljencu spanje. Hvala. Češin, kaj bi pa vi dodal zraven? Jaz, kot nekdo, ki se dnevno družim z ljudmi, ki molitev in Bog niso blizu, želim najprej podati, da to pobudo osebno razumem tudi seveda kot pobudo ne samo k molitvi, ampak tistim, ki težko ali pa ne zmorejo moč, kot pobudo, da bi en dan preživeli v pozitivnih mislih o svojih sodržavljanih, o svojih politikih in svojih vladi, o svojih sosedih in tako naprej. Se pravi, da bi vem, da je težko biti, mislim, ljudje smo se toliko razvili, oziroma smo toliko se razbohotili, da vsak živi na svojem kozmosu, v nekem svojem svetu, za katerega je sam svoj Bog in prepričan, da je v njegovem svetu gospodar in da je absolutno upraven, vsem pravilno odloča in pravilno razmišlja. Vsak, ko se z njim ne strinja, je že, če uporabim blago besedo, idiot. Ampak da bi za en dan stopil korak nazaj in ne da bi se strinjali z drugim, ampak samo pozitivno razmišljali drug o drugem. En dan v letu, jaz mislim, da to ni tak problem, vidim, da jih imamo 365 na razpolago, en dan lahko za to riskiramo. Ker se pa domovine tiče, bi si pa vzel to pravico, pa prebral pismo materi domovini, ki se je sicer napisal lani v obletnici, pa mislim, da je iz leta v leto, oziroma iz dneva v dan aktualno. Draga moja Slovenija, pravzaprav je čudno, če ne celo smešno, še najbolj pa žalostno, da ti pišem prvič. Morda pa tudi ne. Sinovsko-materinski odnos, ki ga gojiva in ki naj veže, bi brez dvoma spravil v zadrego samega Freuda.
Vsekakor pa v zadregi obstojiva in obmokneva vsakič, ko naj jo skupaj spravi kakšna obletnica, praznik ali svet dan. Poznam te vse tvoje življenje, ti pa me, čeprav si mi mati, poznaš le pol mojega, kar je seveda čudno. Kot tvoj sin sem bil zraven, ko si se rodila, kar ni le čudno, ampak tudi smešno. In mnogi tvoji sinovi, pa tudi tvoji hčere, se sedaj prepirajo, kdo od njih je tvoj oče, kar ni le čudno in smešno, temveč predvsem žalostno in sprevrženo. Izvoljenemu ljudstvu se je po egiptovski služnosti ter po sprehodu skozi Rdeče morje in kljub temu, da so bili priče velikim božjim znamenjem in delom, v prvih preizkušnjah začelo kovcati po egiptovskih loncih mesa, pa čeprav so bili teh loncev in tega mesa deležni v kovanju verige, raje verige kot prazen trebuh. Zato so 40 dolgih let plodali po puščavi, preden so prispeli domov v obljubljeno deželo, v deželo, v kateri se cedita mleko in med. Slovenci pa smo tak, že samo po sebi ne preveč sveta v svetopisanski zgled, tako kot znamo samo mi, vzeli malo po svoje. Tako kot izvoljeno ljudstvo smo se tudi mi po več stoletni služnosti znebili spon, se odpravili v tako pričakovano in opevano svobodo, pa smo zakoračili v Rdeče morje, po katerem smo plodili več kot 40 let. In ko smo končno prilezli na breg obljubljene dežele, smo še mokrih oblek in do kože premočni, na hitro popili mleko in polizali med in na do polnih trebuhov naravnali svoj korak v puščavo, ker zdaj brez glavo, kot ovce brez pastirja oziroma ovce s preveč pastirji, plekečemo od leve na desno, od desne na levo in se nam kovca po Egiptu in po mesu, v loncih in verigah, Mojzesa in mane pa od nikjer in nikoder. In kako dolgo bo to še trajalo, mi ne pove niti svetopismo, čeprav me jok in škripanje zubmi, ki ga slišim, straši, kako se bo ta zgodba končala. In te sarkastični toni, ki morda vejo iz tega pisanja, ne zavedajo. Imam te rad, kot le lahko ima rad sin svojo mater. Nenazadnje sem se v tvojih porodnih krčih tudi sam podil po hostah na Tromeji. V nahrbtniku res nisem imel ne svetega pisma, ne Prešernovih poezij, pač pa drame angleške renesanse, saj sem se kot študent prvega letnika Akademije za gledališče ravno pripravil na izpit in pa brivsko peno na mesto zobne paste. Sem se pa z mrskim neprijateljem preko puščinih cevi in preko ceste gledal kar nekaj dni, molil rožni venec, ko so iz helikopterjev skakali specialci v SB uniformah, se na smrt prestrašil, ko se nekomu po nesreči sprožila puška in videl ta isti strah tudi na obrazih na oni strani ceste in puškine cevi. Se zaobljubil na peš romarje k Mariji, kraljici miru na Kurešček, če se bo vse srečno izteklo in svojo zaobljubo krvavih žuljev, od Jesenic do Kureščka je kar dolga pot, tudi izpolnil. In me zato neizmerno boli, ko se mularija, ki se takrat še rodila ni, zdaj norčuje, češ kakšna vojna, 10 dni. Kot da nam ni jasno, kako drugače bi se lahko se zasukalo. In se tudi je, le nekaj 10 kilometrov južneje od nas. A še bolj boli, ko se tako norčujejo ljudje mojih let in še starejši. In ne predstavljam si lahko, kako mora boleti šele tebe, ko ti v obraz kljuvajo tvoji sinovi in hčere. Noben otrok si ne more izbrati svojih staršev in tudi jaz se te, mati Slovenija, nisem izbral. Pripadam ti po nekem višjem naključju, ki naj jo je zvezalo. A te ljubim in spoštujem. Ne zato, ker tako veli Božja zapoved, ne le za voljo pripadnosti in ne zgolj po naključju. Ljubim te, ker si me rodila in ker mi daje življenje in ker le tako lahko ljubim in spoštujem samega sebe. In ponavljam z nekom, ki je v nekem trenutku sicer zataril svojo pravo mater, pa kljub temu velja za največjega med nami, mati, domovina, Bog. Ali kot to zveni v svetopisanskem prevodu, vera, upanje, ljubezen. Vse najboljše za tvoj rojstni dan, Bog te živi, tvoj sin. Hvala lepa. Spoštovani. Gospod Krečič, mislim, da se vas strinjala, da je to zelo umestno izhodišče za par besed o sporočilu in vsebini priprave te pobude, potem pa hitro vprašanje. V devetdnevnici, ki smo jo pripravili in se je odvijala po slovenskih župnijah, smo postavili nekaj poudarkov, ki smo jih združili v letošnjo molitev. In sicer prvi od teh je odgovornost do skupnega v naši družbi in naši državi. Namreč, da se trudimo bolj odgovorno skrbeti za to, kar je skupno. Tudi za plačevanje davkov in obenem, da zahtevamo odgovorno porabo skupnih sredstev. Drugi tak vidik je bila skromnost. Vrednotili smo pomen skromnosti
da bi znali živeti z manj dobrinami, jih porabljati po pameti in obenem jih deliti s tistimi, ki jih imajo manj. To je povezano tudi z odnosom do okolja. Slednji poudarek je bil pomen poštenja in odgovornosti. Marsikdo se temu smeje, ker se treba znajti, si misliti po svoje, vendar pot v boljšo prihodnost bo šla le preko poštenja in odgovornosti. Molili smo tudi za solidarnost med nami, čeprav je v družbi dokaj poskrbljeno za socialno pomoč, še vedno mnogi ljudje ostajajo sami in brez osnovne in človeške in skupne bližine. In kriza materialnih dobrin, pa tudi medsebojna obtujenost kliče prav k temu, da bi se bolj začutili medsebojni pomoči in solidarnosti. Prav zelo smo ovrednotili tudi medsebojno sožitje, da se začnemo pogovarjati v družbi, da ustvarjamo medsebojni dialog in potem nekako prišli tudi do vrednote dela. Zelo je pomembno, da se naučimo pozitivnega odnosa do dela. V teh letih, ki jih je gospod Gregor lepo opisal, so mnogi mislili, da je mogoče pride do denarja tudi na lahek način. Vendar za dostojno življenje sta pomembno tako odgovoren odnos do dela in tudi pravično plačilo. In nenazadnje smo potem se ustavili še pri brezposelnih, da bi jih bolj čutili in pomagali tako materialno, psihološko in duhovno, obenem se pa trudili na vseh področjih za odpiranje novih delovnih mest v gospodarskih panogah in zlasti v kmetijstvu. Zaključili pa smo s prošnjo za vero in upanje, da bi priklicali blagoslov, ki nam ga lahko da Bog in njegova bližina, in da bi zlasti s postom potem skrbeli za večjo notranjo svobodo, bolj zdrav odnos do sebe in do drugih, za novo upanje, ki ga v naši družbi tako potrebujemo. Hvala lepa. Sledi vprašanja. Prosil bi, da se bo javil z dvigom roke, to izrazi in kar prosim spodbudu. So vprašanja, če jih nimamo, potem bi se vam vsem prav lepo zahvalil za današnjo tiskovno konferenco. Na koncu bi vas spet lepo povabil, ne pozabite, udeležite se začetne molitve danes ob 18. uri v cerkvi Svetega Jožefa na Poljanah, sicer pa lahko jutri uro pred mašo za domovino ob 17. uri, lahko tudi tam ste seznanjeni nekako s programom, ki se bo ob tisti uri zaključil, oziroma začel v 17. uri, pa zaključil pred mašo, točno pred mašo 18. Ob koncu pa dovolite, da se še posebno zahvalim vsem sodelujočim umetnikom, še posebno pa slovenskemu oktetu, ki je tudi lansko leto bil z nami. Slovenski oktet nam bo za zaključek zapel Zdravljico Ubada Vrabca. Torej, še enkrat iskrena hvala in nasvidenje prihodnje leto. Free.